rubriko Delam kot. Tako, mladi posli. V zadnjih letih se veliko bere o novem poslu, tako imenovanem kuharju na domu. Eden izmed tovrstnih prvih slovenskih kuharjev je prav gotovo Gregor Turel, ki ga je tu z nami v studiu. Ne, ga vidiš? Ne, niti ne. Ga ni. Je pa na vezi, tako Gregor? Ja, dober dan želim. Živijo. Pozdrav, dobrodošel. No, škoda, jaz sem upala, da boš z nami v studiu in da boš kaj dobrega tudi nam prinesel in nekaj skuhal. Ne. Drugič. Jaz sem vedno lačna. V redu. Hvala lepa. Gregor, torej pozdravljen, kje boš danes večer kuhal? Ja, danes večer sem pa trenutno frej. Kakšen dan mora biti tudi prosto. Ja, imamo bolj konc tedna, tako da je bolj petek, sobota, nedelja, tudi med tednom, ampak med tednom imamo malo več frej, tako da si vzamemo tudi prosto. Kakšen dan. Se pravi, da lahko zares prideš s tem v studio, kot pravi Elena? Ja, kakšen dan, dva frej bi mogli že poklicati. Moramo malo splanirati zadeve, ne? Tako da ni kar fast food varianta, ampak je treba malo... Bravo. Ta slow food, ne? Tako, ja, je treba malo normative izračunati, izbrati jedi, tako da pol mi to vse nabavimo, sveže, vse je pripravljeno, nič ni zamrzneno, tako da je vse ribarnica, mesnica, tržnica in tako naprej. No, Gregor, kdaj si se začel ukvarjati s tem poslom in nasploh kako ti je prišla ideja, da bi lahko kuhal po domovih? Ja, zdaj prav sama ideja je prišla iz piknikov, ne? Tako da v bistvu sem jaz glavno na svojih rojstnih dnevih sem opazil, da sem samo jaz delal, vsi ostali so uživali. Tako da sem pol nekako sem se domislil te ideje, da bi mogoče jaz razbremenil tega gostitelja, ne? Sam sebe. In nekako sem videl, da je samo catering, ne? In da bi jaz želel imeti svežo hrano, pripravljeno tik pred gosti, ne? Pred očmi. Tako da pol nekak ideja se razvila iz tega razmišljanja. Ker se spomnim tudi jaz, zdaj sem pripravila rojstni dan. 18. rojstni dan, ne? Seveda, 18. rojstni dan. In nič nisem sploh uživala, nič, ker je bilo, in sem kuhala in pekla in pripravljala. Partico je vse v redu, nekaj razbijen, polije in... Če zmanjka pijače, treba iti iskati. Če zmanjka pijače, kot se da festa. Ja, konec, ne? Ja, pa tudi normativi so včasih problem, ne? Ne veš, koliko nabaviti, kaj, otroci, odrasli, starejši, ne veš, tako da to malo izkušnje tudi pol pridejo. Pa tudi z nabavo je veliko dela, pa s pripravo, predpripravo, ne, ni samo dogodek, ampak je veliko dela tudi prej, ne, pa pol pospravljanje, pa tako naprej, ne, tako da ti sam dogodek je še nekako najbolj kratek. Ja. No, Gregor, ti lastnik podjetja Štrk, ne, to je iz Ljubljane, je tudi najbolj vprašal, če je kaj veliko popraševanja v Sloveniji, oziroma podvojn, kje je največ? Ja, zdaj samo ime podjetja izhaja iz Prekmurja, ne, tako, ker moja mama je pač iz Prekmurja, moj dedek je pa iz Renč, tako da imamo korenine in na Primorskem in v Prekmurju, tako da imamo v bistvu malo morskih jedi in prekmurske jedi, to pa glavna slovenska kulinarika, ne, to ljudje, pač to, kar imajo ljudje radi, kar je enostavno, in kar je pač poznane jedi, ne, nismo neki ekstravagantni, da bi, tako da v bistvu ljudje vejo, kaj bojo jedli, ne, ampak je pa vse sveže, kar je najbolj pomembno, ne, to pa jaz zagovarjam in ne maram, da bi se to kaj naprej pripravljalo, pa to, ampak da se čim več pripravi pred gosti. Zdaj povpraševanje je poleti precej večje kot po zimi, ne, so po zimi tudi, ampak manjše stvari, ne, poleti so pa predvsem na domu, ne, tako da pridemo na vrt ali na kakšne vikende, so pa tudi poroke začeli, no, pri nas naročevati, ker so ljudje videli, da je pač res sveža hrana, ne, ker da ni v tistih posodah pripeljano, pa pol odprto, pa kondensa not nabere in tako naprej, ne. Tako da tudi juho, recimo, govejo skuhamo na terenu, ne, da pol diši, recimo, primer, ne. Gobove omake, tako da res diši pol to malo koli, ne, ali pa šmoren, ali pa karkoli, ne. No, Gregor, zdaj, ki si omenil juho. Kje bi ti juho? Moja babica pa je kuhala ure in ure to juho. Tako, juha se kuha 3 do 4 ure, recimo goveja, ne, ampak mi pridemo prej na dogodek, ne, to se pravi, če imate vi, ne vem, 7-8 predvideno, mi pridemo 4-5 ur prej, ne, da se pripravimo, postavimo, ker mi imamo kompletno kuhinjo, ne, to ni
tako malo, ne, velik so žari, so gorilci, so plini, so lonci, so marsikaj treba pride, so postaviti za večje število ljudi je več opreme, ne, seveda logično. No, pa gremo trenutek konkretno, recimo, ne vem, stranka te pokliče in ti naroči ribjo večerjo, kako se organiziraš? Pol se mi dogovorimo za jedi, kakšne ribe, izbor jedi, zdaj mi imamo mečkano tudi omejeno, ne, imamo nek seznam jedi za pripravo jedilnika, seveda vsega ne znamo, tisto, kar znamo, za tistim stojimo. In tako se dogovorimo za meni, za število ljudi, gostov in potem mi to vse izračunamo, upozorimo naše naročnike tudi na otroke ali odrasle, zato ker na začetku se je dostikrat zgodilo, da so naročili, da so otroke odrasle enačili in pol je hrana ostajala, tako da to smo malo previdni. Potem pa mi poskrbimo za kompletno nabavo, pripravo, predpripravo in vse tako naprej, tako da goste ponavadi poskrbijo potem za prostor, pa pijačo imajo običajno svojo, ne, tako da imajo pol kakšno svojo vinčko, kakšno pijačo domačo in pa prostor, ja. Mi pa lahko pripeljemo tudi kozarce, krožnike, pribor, vse to imamo, ne, mi na voljo. No, mene zanima, ker vedno več je tega okolje, če kakšen gost ima kakšno alergijo, recimo, ste pripravljeni tudi na to? Tudi imamo presnojedce, vegane, vegetarijance, potem, kaj so že te, celiakija, mislim, da je, ne. Ja, tako da različne oblike so, ne. Zdaj sam priznam, da se tudi potem malo naknadno pozanimam, no, da ne bi kaj bilo narobe, ne, brezglutenske, ne, recimo so tudi. Tako da to za take osebe imamo posebej pol, ne, tudi, ne vem, žar imamo za vegetarijance čist posebej, recimo, ne, da se ne peče v istih posodah mesne, ribje, vegetarijanske jedi, ne, tako da to se da, ampak je stvar dogovora, ne, prej je treba upozoriti na to, ne, ker je pač potrebno vse paziti vnaprej na to, ne, ker mi pač imamo seboj na terenu imamo omejene resurse, ne, imamo pač, ne moremo, ne vem, tudi če vi naročite za 30 ljudi ali pa za 5 ljudi, jih pol pride 100-200% več, mi ne moremo to zagotoviti, ne, tisne vem, ne, tako, ja, tako. Tako da tukaj so, ne, malo tudi omejitve, ne, tako. Koliko pa imate teh različnih menujev? Zdaj imamo tako informativne menije, imamo, ne, na naši spletni strani, ampak to ni nič zabetoniranega, ne, to je v bistvu vsi meniji so prilagodljivi, glede na pač želje naročnika. Da, mislim, da okoli mesnih je okoli 10, vsakega je mi imamo razdeljeno, mesne, vegetarijanske, morske, pa otroške menije imamo, ne, tako da nekih primere imamo, ampak običajno noben meni ni tako zabetoniran, ne, vse se da prilagoditi, tako da to je v bistvu samo zaradi cenovnega okvira, no, da ne bi mislili, da gremo v neke višave, ne, tako da poskušamo biti, nismo najugodnejši, nismo pa najdražji, ne, tako da neka zlata sredina, ne. Ja, no, se že omenil cenovne, se da morda več, koliko stane in povprečne. Seveda, mi najugodnejši meni imamo 10 evrov pa polno osebo plus DDV, ne, pa odvisno koliko je jedi, glavne jedi, odvisno cena menija je odvisna od sestavin, pa zahtevnosti priprave, ne, seveda, ne vem, člavčiči. Dobra cena, sicer. Prosim? Da je zelo dobra cena. Ja, zdaj pa odvisno, ne, če so predjedi ali pa kakšen losos, pa jastogi, pa vrade, pa take zadeve pa mečkem podrži, ne, zadeva. Ja, seveda, no, seveda. No, Gregor, kaj pa ti najraje kuhaš? Katera tista jed, ki najraje pripravljaš? Ja, zdaj je odvisno od letnega časa, ne, pri meni. No, to je zelo dobro, da kuhiš letnim časom. Ja, jaz sem zagovornik jedi, recimo jaz imam gostinsko, pa višjo gostinsko šolo in vedno so me učili, pa nočem zdaj naš proti stroki, bela riba, belo vino, ne, jaz to ne bi se lih strinjal, ker jaz pravim, da tisto, kar skupaj raste, skupaj gre najbolje, ne, to se pravi, cela Dalmacija pije rdečo vino, jaz ne vem, ribe imajo vse po celi Dalmaciji in pijo rdeče vino, jaz tega ni čisto jasno zelo v šoli, ampak dobro, ne. Tako da jaz sem nekako sezonsko se prilagajam, ne, po zimi mi grejo sigurno v slast mi grejo enolončnice, ne, obožujem jih, ne. Bograč imam zelo rad, rečem brodet, tudi belo polento na žaru pečeno, na žlico. Po zimi, poleti pa sem pa bolj na svežih zadevah, no, tako da tudi kakšna ribica ali pa rozbiš, ne, zame je rozbiš na žaru, kakšni popravi omaki s sirovimi štruklji ali pa kakšni tartufni omaki mi je krasno, ne. Doma delamo, tudi sam delam sirove štruklje, tako da to je vse domače, ne. Recimo, primer.
zdaj ki pa je jesen, ne, jurčki so na vrsti. Jurčke imamo mi kar stalno v ponudbi, no, imamo pač dobrega dobavitelja, tako da seveda, kadar je sezona, so sveži, kadar ni sezone, so zamrznjeni, ampak moram reči, da so tudi kar dobro se držijo v zmrzovalniku. Imamo redke stvari, ampak kakšno pa imamo tudi zamrzeno in taki so tudi jurčke pa imamo največkrat v omaki ali pa na žaru z drobnjakom, gobovo juho recimo iz 5-6 gob naredimo, ne, tako da to gobe so tudi zelo, pa kosta recimo pečemo, zdaj pa šmoren bomo imeli zdaj v soboto, pa za otroke palačinke, pa tega je. Dobro, ni tukaj kamere, da ni kamere tukaj, ne rečeš, kaj se skine, ima zdaj. Ja, meni so slika je groza. Na meni je skoraj strano. Zdaj, jaz bi šel kar takoj drugim menujem, sem videl na tvoji spletni strani, da imaš pri biohrano. Tako z biosestavinami pripravimo lahko, če so želje naročnika take, tako da se tega držimo. Je pa res, da nekako smo v Ljubljani locirani in je en glavni dobavitelj naša ljubljanska osrednja tržnica, ki je zaenkrat, hvala Bogu, dobro založena. Tudi v Kopru sem že kupoval na tržnici, imajo tudi veliko izbiro. Tako da res nekako tržnica je pri nas glavni dobavitelj pri lokalnih pridelovalcih, če je bio, je potem res s certifikatom kupljeno kot bio oziroma eko pridelano zelenjava. Tako da se da tudi tako. Zdaj žal mi nimamo toliko, jaz sicer en kos zemeljce, ampak je premalo, ne, da bi sami to gojili. Mogoče ideja za prihodnje. No, se sliši, ampak da ima tudi veliko dela ob tem, ne, priprava, še predprava, nakup stvari, ne, potem kuhanje in kar vse spada zraven. Kako pa je sestavljena tvoja ekipa? Verjetno nisi sam. Ne, mi imamo zaenkrat 3 glavne kuharje, tako da gremo lahko na 3 različne dogodke hkrati, oziroma če je poroka, nas je več kuharjev prisotnih na eni poroki. Imam pa hvala Bogu, samo pomočnike, tako da teh je pa kar precej, no, tako da si lahko predstavljate recimo za 100 ljudi, koliko je to ene šopske solate za zrezati, paprike pečene v lupati in tako. Veliko je priprave, ne, veliko. Ja. Tako da zaenkrat smo nekako 3 glavni kuharji, pomočniki zraven po potrebi, ne. Tudi natakarja delovno silo mi zunanjo najemamo, ker imamo izrazito sezonsko, no, tako da ni celo leto enako intenzivno delo, ne. In zelo zaniha poleti navzgor in najamemo zunanje sodelavce, ne, po potrebi, glede na obseg dela. Tako. No, mene me predvsem zanima, če, ker sem malo len, veš, kako to gre, če za tam potem pospravite in pomijete. Predvsem pa krožnike, jaz nimam pomivalnega stroja, tako da mi je to velika muka. Če te pokušate, da prideš mi kuhat večerom in potem ti pomiješ krožnike? Seveda. Zdaj običajno za večje število ljudi imamo mi tako organizirano, da pripeljemo čisto, speljemo umazano in potem se ta posoda v profesionalnih gostinskih strojih pomije, ne, ki se tudi razkuži, tako da to je potem se ne pomiva pri vas, ker so običajno tudi te vrtne zabave, ki so pri privat hišah, običajno kuhinja ne zadošča za tako število ljudi, ne, vaša recimo osebna, ne, zato nas tudi najamejo. Recimo pečica je tudi precej mala, ne, in potem, ali pa korito za pomiva, tako da pri vas se tudi vse potem ne dogaja, ampak se pač to odpelje in se na drugi lokaciji pri nas to pomije, no. Ampak se pa pospravi, ne, seveda. To je pomembno, ja, tako. Tako da morda vas bom poklical. Ja, nas veseli. No, se za povednost, katera bila tista večerja najtežja ali mogoče, ko so te prosili za pripraviti najbolj čudno jed? Najbolj čudno jed? Ja, zdaj jaz kakšnih presenečenj v živo si nisem še privoščil, zato ker sem bolj viheraš po naravi, ne. To pomeni, da bi, ne vem, nekaj sprejel, neko naročilo sprejel, prišel do gostov in potem tam zmrznil, se mi še ni v 8 letih zgodilo, ker je vnaprej že znano, ne, vse. Tako da vam na to vprašanje skoraj da ne morem pritrditi, da bi me to kdaj presenetil, ker sem pa zelo organiziran in se pripravim na vsak dogodek posebej. To je 15 listkov okoli mene, vse si zapisujem, tako da se zgodi, da se kdaj kaj pozabi, ne, pa se pol treba znajdeti, pa moraš biti kar znajdljiv pri tej dejavnosti. Je pa zelo zabavno, ker je v naravi, v
vsakič si na drugi lokaciji, je zelo pestro, ne vem, smo tudi pozabili že odpirati za buteljke, pa smo se mogli znajti, da smo tudi že žar pozabili doma, ne, tudi to se je zgodilo, našemu kuharju pa je šel v trgovino, pa ga je pač kupil, ne. Tako da, lejte, zgodi se marsikaj, ne, ampak treba je situacijo rešiti, stranka mora biti zadovoljna. Brez panike. Tako, brez panike. No, pa čakaj naši poslušalci, ki lahko poiščejo svojega kuharja na domu, imate spletno stran? Ja, seveda, brez spletne strani žal pri nas ne gre, no, tako da imamo kar precej pestro spletno stran in sicer je www.kuhar.nadomu.si, tako da so vsi ljudno vabljeni, zaenkrat opravljamo storitev na območju Slovenije, tako da tudi v tujino nas malo zamika. Bili smo, zdaj pred kratkim smo bili v Stari Gorici, tako da tudi čez meje Evropske unije ni noben problem, ne, tako da ne vidimo v tem nobenih težav. Se pravi, da za Stani Goričani pokličite. Ja. Ja, tako vim. Več je toplo vreme, precej mesecev na leto, v Ljubljani imamo žal že kar hladno, tako da... Ne, pri nas je kaj... Je vse v redu, ja. V redu. Pri vas je lepše vreme, tako da zanimivo je tudi. No, Gregor. Kuha na plaži, zakaj ne še? Smo kuhali že na plaži, smo že kuhali na plaži, tako da smo... Ja, smo že, v Portorožu, sicer v Sloveniji, ampak je bilo zelo zabavno, smo kuhali, za ene športnike. Zanimivo. Pocenine, pol smo palačinke pekali in oni so nek odbojkarski turnir je bil in smo kuhali v živo, na plaži v Portorožu. Zelo zanimivo je bilo. Lepo. Gregor, hvala lepa za lep pogovor, ki bi rekel, še dober tek. Ja, najlepše. In mogoče še to, vse glasbeno želje mogoče, ja, na to si pozabil mi za to, saj sem tukaj jaz ženska, ki se spomnila. No, glasbeno želje, da se ti še dodatno oddolžimo. Joj, me veseli. Ja, jaz sem predvsej ljubitelj dalmatinske muzike, glasbe. Da bi, če se da, pa če imam to priložnost, bi pa jaz prosil kakšno odklapa masline, recimo, če vrtice tudi je to, kakšno. Zdaj bo takoj naš šef v režiji, bo takoj čekiral. Ali pa slovenska klapa, imamo tudi v Sloveniji klape, ne, zakaj pa ne, klapa, kje je že klapa, Kamniku, vse so pa že malo slabo. Klapa more, vidim nekaj tam. Ja, kakšno od klape, da malo še podaljšamo poletje, recimo, ne. Bomo. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala, srečno. Lep pozdrav. Zdravljen. Ja, nasvidenje.